Letos zaključujejo drugi zakonsko predvideni 10-letni varnostni pregled, ko bo treba oddati poročilo in akcijski načrt vlaganj. Ta remont je začetek nadgradnje varnosti zaradi podaljšanega obratovanja elektrarne na 60 let, poudarek pa je tudi v zanesljivosti proizvodnje električne energije. Zamenjali bomo ventile na glavnih parovodih, zaradi katerih smo že dvakrat imeli nenačrtovane zaustavitve. Potem zamenjali bomo velik transformator za transformacijo iz 21 kV na 400 kV, zelo pomemben za zanesljivo delovanje elektrarne v podaljšani življenjski dobi, končno tudi pomemben za stabilnost elektroenergetskih sistemov. V 30 letih so se za potrebe vzdrževalnih del za nuklearko specializirala nekatera slovenska in hrvaška podjetja. Imela so sporazum o sodelovanju z elektrarno, a je to zadnji remont po starem načinu najemanja storitev in blaga. Energetika je namreč po novem zavezanka za javna naročila. Glede na slovenske izkušnje pritožb in njihovega dolgega reševanja se v Krškem bojijo zapletov pri izvedbi naslednjega remonta. V izogib temu evropske direktive omogočajo izvzetje jedrske energetike iz procesa javnega naročanja. Mi smo poskusili to specifiko uveljaviti tudi v Sloveniji, vendar seveda energetika je zaradi slabih in negativnih investicijskih primerov pod takšnim političnim pritiskom, da ni nikakršne možnosti, da bi se izognila sistemu javnega naročanja. To pomeni, da lokalna podjetja ne bodo več imela prednosti pri izboru izvajalcev, je poudaril Rožman.